dal bi vse premoženje, imam ga pa samo še zelo malo, ker sem ga na otroke prenesel. Ampak tisto, kar imam, bi dal, da danes ne bi bilo treba tu govoriti. Zato vas prosim naprej za opravičilo, ne bi rad nikogar prizadel, da ne bo kdo vzel to preveč osebno. Jaz pa sem seveda osebno zelo prizadet. Najprej bi rad povedal, da je v gradivu izhodišča za pripravo tega zakona, ki so bila 15.10. predložena ministrici, je napisano, da je varnost pacientov največja tabu tema v Republiki Sloveniji. Vi lahko v tej državi kritizirate predsednika vlade, predsednico državnega zbora, kogarkoli. Ne smete pa nič govoriti z tega področja. To je napisano v uradnem gradivu tega ministrstva. In zato danes v imenu Zveze organizacij pacientov in v svojem imenu dajem veliko priznanje ministrici, da je zmogla pogum, da so se v obrazložitve napisali odkrito, kakšno je stanje, da je ta vlada s tem zakonom prišla in da je ta državni zbor brez glasu proti sprejel ta zakon. To je velika stvar in to je po mojem mnenju prelomni dogodek za Slovenijo. Zdaj bi pa rad povedal, do tega dogodka ni prišlo slučajno. Ko je bila izdelana nacionalna strategija, je bila takrat 22. leta septembra na odprti konferenci, tudi jaz sem sodeloval. Kaj se pa potem zgodilo? To nacionalno strategijo kakovosti in varnosti, ki je delalo veliko katalonsko podjetje NTT Data, v katerem so skupini zunanji strokovnjaki bili dr. Marušič, Biserka Simčič, Andrej Robida in gospod dr. Grabar. To strategijo, pa res nisem gledal obtožujem, ampak mi moramo govoriti o dejstvih, o krutih dejstvih, je potem Ministrstvo za zdravje in takratni minister dal v predal in je potem objavil 7. aprila na velikonočni petek, je objavil 69% tiste nacionalne strategije. Drugo je bilo pa zradirano. Potem je pa dr. Marušič pisal pismo šefu regionalnega urada WHO Atene, bilo tako dr. Marušič, in gospod Robida je pisal Evropski komisiji. In potem smo se usedli dol. Kdo? Zdravniška zbornica, Slovensko zdravniško društvo, SAZU in drugi, in smo začeli pripravljati pismo o nameri, da bi predsedniku vlade predlagali, da mi skupaj naredimo ta zakon. Skupaj, Slovensko zdravniško društvo in tako naprej. Vsi skupaj. In potem je dr. Marušič šel k predsedniku vlade. In kaj je sledilo? Tule imam dokument, na 2 tipkanih straneh je skupina, v kateri so bili dr. Marušič, Erik Brecelj in drugi, je naredila dokument o tem, da je treba v 2 letih na tem področju stvari premakniti. Celo časovnica bila noter, morda malo kasnejša, ampak mislim, da smo že v 2025, ne, tudi za zakon o nekrivdni odškodnini. Če se ne bi to zgodilo, ker to povem zato, ker so tudi kritike, da se itak nič ne zgodi, pa da ta vlada nič ne naredila, pa strateški svet nič ne naredil, to ni res. Če ne bi prišlo do odločitve v strateškem svetu, da je to treba narediti, se to ne bi zgodilo. In kaj pa potem se zgodilo? Ministrica za zdravje sedanja je poklicala mene 29. julija. Rekel, gospod Gerbec, ste še za to, da tale zakon skupaj spravimo? Sem rekel, še zakaj? Ker smo bili mi maja meseca na zdravniški zbornici pri dr. Bejovičevi. Tam imela pa tudi ona takrat. Je bila v imenu strateškega sveta. Pa podpredsednik SAZU-ja, dr. Emri bil tam. In takrat smo mi rekli, mi moramo stvari premakniti. Premakniti zato, da bojo boljše za vse, za pacijente in tudi za zdravstvene delavce in za celo državo. To je bil namen tega. In ni res, da je kdorkoli začel ta proces zaradi tega, ker bi nekoga rad na pranger postavil ali pa na sramotilni steber. To je globoka neresnica. In jaz moram tu danes povedati, da ni res, to kar piše v dokumentih, sem jih danes zjutraj vzel, ko sem se pripravljal za vsem, o 5. zjutraj sem ostal. Piše v enem dokumentu, ne bom zdaj povedal, ker imam ga pa sabo, če koga zanima, da je ta zakon poskus, da se zdravnike postavi trajno na sramotilni steber. To ni res. To je globoka neresnica. Mi vsi skupaj bomo postopno prišli, ker to je samo prvi začetni korak. Če zakon ne bo šel noter v naše glave in v naša srca in v naše ravnanje, potem nismo nič dosegli. Zakon lahko stane mrtva črka na papirju. Jaz sem bil 4 leta sekretar senata Zvezne komisije za letalske prekrške.
In vsak zakon v letalstvu je bil napisan s krvjo, z nesreč, iz analize nesreč. In tako je tudi tale zakonodaja na tem področju. Samo skozi analize in skozi učenje bomo potem spremenili ali ravnanje, ali organizacijo in tako naprej. Seveda pa, ko je kolega iz UKC-ja govoril, normalno, če ni opreme, če ni tega, če ni virov in tako naprej. In zdaj moram nekaj povedati, ne. To ni res ocena finančnih posledic tega zakona. Midva z dr. Obido sva gledala izdatki na področju zagotavljanja kakovostne varnosti so v nacionalnih sistemih okrog 1% vseh izdatkov za zdravstvo. Se pravi, v Sloveniji bi morali dati za namene izvajanja tega zakona, zdaj bom grobo čez palce rekel, 50 milijonov evrov, če imamo letos 5 ali 6 milijard evrov proračun. To je resnica, ne 60 tisoč evrov, kot tam piše, da bo agencija imela za materialne izdatke. In če seveda ne bomo zagotavljali na nacionalni ravni ustrezen okvir za izvajalce in za vse druge, in če bomo imeli ne več tako šolanje kot do zdaj, šolanje, kot je rekla predsednica zdravstvenega sveta na Bledu na zdravstvenem razvojnem forumu, zdaj imamo informativno izobraževanje, zdaj bi ga morali imeti pa formativnega. Prav, kajti sicer lahko nekdo dela okrog Blejskega jezera, hodi, dobi pa potrdilo, da bi na seminarju. V Ameriki imajo formativni sistem in to je ona povedala in to drži kot pribito. Formativni sistem pa pomeni kaj? Da moraš iti skozi test in moraš dokazati, da tisto znaš. In ta sprememba se mora zgoditi. Vsi bomo morali več znati. Pacienti, prej je bilo govora o nasilju, se strinjamo. Prosim, da razumete, da če ne bomo skupaj, tudi organizacije pacientov, začeli procesirati s skupno odgovornostjo, se pogovarjati in če bo prišlo do tega, da bomo organizacije pacientov organizirale pogovore s pacienti. Pogovore, ker tisti hip, ko se bomo začeli pogovarjati, ko bomo začeli se pogovarjati o tem in mi vplivali tudi na pacienta. Kje je dr. Poplesov? Tam ne je. Mi je rekla po enem zdravstvenem razvojnem forumu na Bledu, veste, gospod Gerbec, ko zve pacient diagnozo, da ima sladkorno bolezen. Mi imamo paciente, ki so v društvu sladkornih bolnikov, pa potem ga malo k njim pošljemo, da mu oni malo razložijo, ker on doživi kaj? On doživi šok. In zdaj v tistem šoku, kdo lahko najbolj pomaga? Ja, drugi pacienti pa organizacije pacientov. In če bomo mi tako vzeli, potem mislim, da bomo mi napredovali in jaz sem bil prele nekoliko nervozen, ko sem poslušal ploskanje, se opravičujem, ker je spadlo, kot da je tale zakon nekako, ne vem, proti nekomu. Ta zakon ni proti nobenemu. Ta zakon je za vse nas. In če ga ne bomo tako jemali, to pa pomeni, da imamo mi, pacienti, veliko soodgovornosti. In jaz zdaj tam kje imam tisti taster, mi lahko, kje ste mi ga dali? Tule. Jaz bom druge stvari spustil. Glejte. Gre? Ja. Tole sem že vse povedal. Temeljni cilji, vse, kar smo delali. Glejte, kaj smo pa mi delali v času priprave tega zakona? Izdali smo zbornik devetih zakonov z področja varnosti pacientov, zato da smo se tudi pri tem zakonu na to naslonili. In to, kar si ti, Andrej, prej rekel, ni čisto res. V tem zakonu piše, zdaj ga bom pa ven vzel, piše, podatki iz analize iz 3. alineja, razen podatkov, ki so del javne evidence opozorilnih dogodkov, se ne smejo razkriti, razen kadar to zahteva državni tožilec, tu piše, če je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj. Samo takrat. To pravi kriterij popolnoma jasno in to piše v angleškem zakonu. In drugo, ali sodišče, če je to potrebno zaradi sodnih postopkov. Če gre za pravno zavarovan interes neke osebe, ker je tam v teku nek civilni spor, premoženjski spor, mislim, odškodninski spor. Se pravi, mi smo se poskušali pri tem zakonu maksimalno nasloniti to, kar je Biserka Simčič rekla, zato da se ne bi razkrivali podatki o pacientih, o zdravstvenih delavcih in tako naprej. In smo uporabili določbe angleškega zakona. Tako da to moram povedati. Tele podatki, ki so tle, to so, gledajte, to si lahko gledate, kje je Slovenija. Kje je Slovenija? Še? Gre? Tole je prej Robida pokazal, tako da to ni potrebno. Zdaj pa tole pogledajte, tale ocena OECD-ja. Kje smo mi,
kje smo dobri in pol Stjepan Orešković pokazal, kje smo odlični pri nizki umrljivosti dojenčkov, kje smo pa med slabimi. Poglejte tole. Če ni nacionalna katastrofa, tole, kar zdajle, tole si poglejte, Slovenija, 15,1 amputacij nog od 100.000 prebivalcev, 300 nog odrežemo v enem letu, če to ni nacionalna katastrofa. In ta študija OECD-ja pravi, da gre za amputacijo končin zaradi slabo zdravljene sladkorne bolezni. In ko pogledate regionalno sliko, je največ tega na območju Prekmurja in Tolminskega. Kaj to pomeni? A smo se kdaj globje vprašali in da bi šli analizirati vzroke, da ne bi se več zgodilo, da imamo, veste, koliko ima pa Madžarska amputacij? 1,1 na 100.000 prebivalcev, 15krat manj kot mi. A smo se vprašali, kaj pa bomo naredili, da se ta tragedija ne bo nadaljevala? To je vprašanje za nas vse. Evo. Čakajte, lejte, tako gospod, ki je bil z OECD-ja, ne, to so nacionalno poročeni podatki, ne prosim mene to vprašati, jaz govorim, seveda to so malo že časovno zastareli podatki, vidite, kje se končajo. Lahko, da so zdaj podatki boljši, ampak takrat smo imeli take podatke. Poglejte, uvajanje obravnave varnostnih incidentov, samo sekunda, OND je to že Andrej povedal, kaj zdaj? Tole je Andrej pokazal, jaz o tem ne bom govoril. Evo, tole si pogledajte. Izredni nadzori so zdaj prenešeni, o tem ne bom komentiral, nima smisla, da ne bomo brcali mrtvega konja. Tole knjigo imam s sabo. Založba Umka jo je izdala. Nauki črne skrinjice. Leži na zalogi, jaz sem zdaj 3 izvore spet kupil še. Zato, da bom komu dal, ko si tole preberete, to je zgodba o enem pilotu, ki pelje svojo ženo na en poseg za nosnico in kaj se je zgodilo, umrla je naslednji teden. In kaj je nauk iz te zgodbe, iz te prva zgodba, Bromljaj, da zdravniki, ki so jo operirali, niso upoštevali, da je glavna medicinska sestra, ki je tam sodelovala, prinesla opremo za trahitomijo. Če bi ji prerezali grlo, bi bila predihana, hodila pa 18 minut brez kisika in ona naslednji teden umrla. In kaj je nauk od tule? Da odnosi med zdravstvenim osebjem ne smejo biti hierarhični, ampak da morajo biti prirejeni. Da morajo med sabo sodelovati in da mora tudi zdravnik poslušati medicinsko sestro. Da ni nad njo, ker gre za pretok informacij. Jaz, ko sem delal preiskave letalskih nesreč, a veste, ko pilot, kapten, pogleda dol, tam stoji tisti, ki bo odkoli nekaj pomiha. To je tisti letalski tam odspod iz letališča, ki pokaže, da je kaj? Da je on nekaj odklopil ali da nekaj štima in tako naprej. Če se to ne posluša, potem prije pa do seveda hudih napak. Tole predlagam, dajte, te številke nima smisla. To tudi piše, zakaj rekel, se ne poroča. Zakaj? In tale gospod Bromile je šel k šefu klinike in ga je prosil, da se ta zadeva preišče. In potem so zadevo rekel preiskali. Poglejte vi stroške, koliko so tole. Pri nas je zdaj cel vznemirjenje. V Italiji morajo vse bolnice objaviti letno vse podatke o izplačanih odškodninah. Če vi to pri nas v Sloveniji rečete, je tako, kot da vi zdaj nekaj zelo hudega hočete neki bolnici. Ampak v italijanskem zakonu pa to noter. Tole je pa zdaj nova stvar. Jaz vas prosim. Tole je iniciativa svojcev žrtev domnevnih zdravstvenih napak. Jernej Golc je vodja te iniciative. Ta iniciativa bo zdaj pripravila spletno platformo za anonimno poročanje o varnostnih incidentih. Prišel se je ponuditi en najboljših strokovnjakov v Sloveniji, sam je prišel k nam. Rekel, jaz bom naredil to spletno platformo. Gre za skrajno občutljivo zadevo. Mi bomo morali procesirati, mi bomo te prijave dajali komu? Agenciji. Se nismo mi preiskovalci, mi ne smemo tega delati. Ampak mi moramo omogočiti, da bojo ljudje lahko poročali o teh stvarih. To je tako. Evo. To so vse podatki,
OECD-ja, poglejte, kje je Slovenija tam gor, poglejte, smrtnost, umrljivost, ki jo mogoče preprečiti. Tista je kolona tam gor, tam smo mi rdeči. Tako da jaz prosim in predlagam, da upoštevate, da je tale krog, ki pravi, kdo so vse žrtve zdravniških incidentov. Žrtev sama, zdravstveni delavci in tudi zdravstvena organizacija. Tole si lahko ogledate v teh mojih slajdih. To je v te naše. Evo. Tole je en ameriški tak slajd. Zdaj pa, tele sem že prej povedal, možganska kap, potem urinska inkontinenca. Poglejte si tele podatke, katastrofalni podatki. Poglejte, domovi starejših občanov poročajo, to je skupnost socialno-varstvenega, 57% inkontinentnih žensk. In kakšno imamo mi stanje na tem področju, kaj delamo, zdaj vam bo pa pokazal naprej. Sakralna neuromodulacija. Poglejte si vi tole časovnico. 2016 RSK za kirurgijo, se pravi zdravstveni svet, odobri zadevo 2019. Do danes se to ni uvrstilo na seznam Zavoda za zdravstveno zavarovanje. O tem se pogovarjam. A veste, kaj je to sakralna neuromodulacija? To je čip, ki se ga tule ustavi, ki regulira potem odvajanje blata in vode. In to je UKC Ljubljana začel delati, trenutno to plačuje iz sredstev za terciar, ampak na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so pa rekli, da je to 2026 naredili. Tole je tale kronologija. Poglejte, lani smo dali mi pobudo. Ministrstvo je hitro reagiralo. Poglejte, 18.3. so nam pisali, ja, treba je uvrstiti noter. Ampak ne, mi smo taki. Tole so pa sklepne ugotovitve. Tole je od Oreškoviča, ki kaže, kje smo Slovenci. Kje smo odlični, kje nismo dobri. In on je postavil parkrat na teh zdravstvenih razvojnih forumih ključno vprašanje. Kaj boste Slovenci naredili, da tam, kjer ste podpovprečni ali povprečni, da boste tako dobri, kot tam, kjer ste dobri? To je naše vprašanje. In to je sektorsko vprašanje. Zdaj so mi rekli žilni kirurgi, gospod Gerbec, ko je šel na Brdo, povejte, jaz sem ministrici to povedal, da imamo velike probleme na področju žilne kirurgije, da je čakalna doba za plačljivo storitev pri zasebnem žilnem kirurgu 5 let, pri doktor Šikovcu, 5 let. Kaj bomo delali? To je varnost pacijentov. Tole je od Painterja, ki veste, da je začel te zadeve, to si lahko ogledate. Zdaj pa čisto na zaključek grem, da končam. Pričakovanja pacijentov so tukaj povedana, jaz sem povedal, da smo mi pripravljeni absolutno sodelovati, mi bomo začeli izobraževati. Mi bomo 500 predstavnikom pacijentov, mi usposabljamo zdravstveno pismenost. Ministrstvo za digitalno preobrazbo financira opismenjevanje 3600 pacijentov. Zdaj je to teko. To bomo delali, to bomo mi delali. In tam bomo se lahko tudi pogovarjali o teh problemih v zvezi z nasiljem. Se pravi, to delamo. Evo, primer, to sem povedal. Evo, Zavod za transfuzijsko medicino 2-4, 2 sodelavke zdravnica, farmacevtka, oddelek za kakovost. 6 mesecev sta se izobraževali v Groningenu. To nas čaka. Treba bo usposobiti vse vas, ki na tem področju delate, dodatno usposobiti in tako naprej. In to čaka, bi rekel, država. Evo. Javna agencija. Jaz na koncu vas opozarjam na tole. Mi bomo razvili sistem zagovorništva in pravne pomoči pacijentom pri varnostnih incidentih. Tole vse, samo še zadnja točka. Doktor Marušič, tole piše v nacionalni strategiji. Drži, da je treba vzpostaviti sistem nacionalne koordinacije ključnih deležnikov na področju varnosti pacijentov. Ker to nam sedaj manjka. Se pravi, bomo imeli agencijo, ampak vsi deležniki, zavodi, tudi mi pacijenti, bi morali sodelovati in imeti zagotovljeno stalno koordinacijo. Jaz se opravičujem, jaz nisem hotel nobenega prizadeti, končam s tem in se vam lepo zahvaljujem, da ste bili pozorni in prosim, da me ne, bi rekel, preveč grdo ne gledate in preveč ne kritizirate. Nisem nič hudega mislil. Samo moral sem si z dušo tudi od sebe dati. Prav?
Gospodu Gerbcu se zahvaljujem za predavanje. Ima kdo v dvorani še kakšno vprašanje zanj? Če ne pa nadaljevali za panelno razpravo, ki jo bo vodil magistr Dorjan Marušič, in dovolite mi, da ga na kratko predstavim. V njegovem naboru delovnih funkcij najdemo nazive državni sekretar na se opravičujem, sem bila prehitra. Izvolite. Najlepša hvala, se bom čisto na kratko. V bistvu zelo krasni predavanji, v bistvu vsaka svoje strani in najlepša hvala doktoru Bidi, da je pravzaprav, če smo prav razumeli, pokazal tisto pravo pot, ne pokazal je tako, kot on je, se pravi prava strokovna širina in pa humani in širok pogled, ko se gremo preiskovanja, kaj je šlo narobe, ne? Ker pogosto imamo tunelski vid, ki se fokusira na enega človeka, zakaj je on tisti trenutek tisto narobe naredil, ne? Vzporednica z letalstvom, zdravniki smo očitno supermeni proti letalcem, ker zdravniki delamo 24 ur, 36 ur skupaj dežurstva, najprej svoj šiht, potem je dežuren, potem dobiš ob enih, recimo na mizo kirurg dobi pacienta in mora biti, kot da je ta trenutek se uštimal doma in biti spočit. In se lahko nekaj zgodi, ne zato, ker je bil malomaren, ampak se zgodi. Pilot je lahko v službi samo 12 ur. Če pa se gremo 12 ur na zdravnika, potem niti ni treba jeti računati, koliko nas je premalo. A ne? Torej, že v prvi vrsti dajmo to upoštevati, ko se gremo, ali je naredil tisti nekdo, na katerega smo se fokusirali napako. Glejmo širše. Glejmo vse, kar ste vi, doktor Ubida, pokazal, ker je okrog nas en splet enega sistema, ki nas lahko pravzaprav nevede in potihem poriva v neko bodočo napako. A ne? Kar se tiče pa drugega predavanja, pa pravzaprav samo zato, ker se je završalo pri podatkih. Dobrih 20 let sem vodila Nacionalno komisijo za preprečevanje okužb. Smo bili vodilni na Golniku z našimi podatki glede MRSA in na podlagi tega je Slovenija se dvignila nad marsikatero, če ne nad večino držav, kar se tiče MRSA-ja. Ampak kadar so se pokazali podatki, je bilo vedno opozorjeno, če ni bilo moč zagotoviti, da so se na enak način zbirali. In te podatki, ki se ponavadi kar tako počez pojavijo, ker je neka inštitucija v Evropi rekla, dajte nam to poslati, so praviloma tako na hojladri skup zbrani, da imate noter žeblje, jabolka, pa še nogavice. In potem pa mi pokažemo in rečemo, poglejte, kako katastrofalno je v Sloveniji. Ta beseda me je res nekako zbodla, da sem se mogla oglasiti. Slovensko zdravstvo, ali če hočete, slovenski zdravstveni delavci so v veliki večini zelo predani, zelo strokovni, zelo dobri pri tem, kar delajo, ne glede na to, kaj sistem na njih vrže. In če bi pacienti in bom rekla ta društva pacientov od tu štartala in nas tako sprejemala in kot take jemala, kot sogovorce, mislim, da bomo prišli zelo hitro, zelo daleč. Hvala lepa. Pacienti dostajajo medicinske sestre, ne za medicinske sestre, ampak zato, ker ne morejo priti do zdravnika in se jezdijo, koliko se jaz jezdim, da se avtobus podrži, se jezdim na šoferja. Radko Komadje na Slovensko zdravniško društvo. Oba govorca sta izzvala v nas močne čustvene odzive. In kakor si Andrej pokazal, 3 velika področja, organizacija zdravstva, potem lokalna organizacija, potem pa še posamezni izvajalci. In si poudaril, da je ta zakon, ki smo si ga vsi želeli, tudi v Slovenskem zdravniškem društvu, je uperjen v to 3. področje. Zato je nekoliko metodološko mimo. Če je gospod Gerbec prikazoval stopnjo amputacije v Prekmurju leta 2011, kajti to ni neposredno ali pa linearno možno povezati z slabim delom
zdravnikov na primarnem ali na sekundarnem nivoju v Prekmurju. Gospod Gerbec je omenil, mimo grede tudi Slovensko zdravniško društvo, ki smo seveda sodelovali, tudi naš odbor za kakovost je sodeloval lansko leto, ko se je besedilo dopolnjevalo, popravljalo in korigiralo. Poudarim pa, da smo v Slovenskem zdravniškem društvu nenehno opozarjali, da mora biti zakon napisan v duhu ustvarjanja kulture zaupanja, kot si ti rekel, Andrej, in nikakor ne kulture ustrahovanja. Hvala. Tamle imamo še eno vprašanje. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva, ni pa prav, da se v javnosti lansira ta zakon, tako kot je dr. Rubida rekel, nima ene same kazni za napako v zdravstvu, nobene. Ima samo eno, če nekdo razkrije zaupne podatke o pacientu. To je edina globa za zdravstvenega delavca. Sprav, nedovoljeno razkritje zaupnih podatkov. Sprav, ni res, da ta zakon določa katerokoli kazen, niti za ustanovo, niti za zdravstvenega delavca. Sprav, nobene kazni ni noter. So pa kazni za prekrške, če ustanova nekaj organizacijsko ne naredi. Ne pa za samo napako, pa tega ni. Tako da jaz mislim, da so bile številne vaše intervencije, so bile upoštevane, je bila pa tudi upoštevana na koncu finalu zakona. Jaz sem bil tudi na seji odbora za zdravje, kot bila ministrica, pa profesor Beovićeva. Ven je letelo sporočanje izidov, to, kar je tudi Andrej prej opozoril, na ravni posameznika. Se pravi, izidi se zaenkrat po tem zakonu samo na ravni ustanove. A je prav? Čeprav v tujini vi, profesor, to dobro veste, je za vas v tujini, če jaz gledam Lancet revijo, tam so podatki o zdravnikih so objavljeni posamično za njega, drži to. Ampak mi, kot je ministrica rekla v odboru za zdravje, očitno še kulturno nismo prišli do te faze, do tega, da bi lahko na to šli. Verjetno bomo čez kakšnih nekaj let tudi na to prišli, na prikazovanje izidov po posameznih zdravnikih. Ampak nič hudega. Bomo šli počasi po neki poti, tako da jaz mislim, da smo dosegli en kompromis, ta zakon je nek kompromis med zelo različnimi, včasih tudi zelo konfliktnimi pogledi na to zadevo. Tako da s tem zakonom smo lahko marsikdo tudi nezadovoljen in zdaj bomo morali približno s tem živeti, verjetno pa tudi treba slejko prej kaj dopolnjevati in popravljati. Tako da jaz mislim, da smo vseh še ostali prijatelji, no? Tudi po tem zakonu. Prav? Lahko rečemo to? Ali ne? Molčite? Prav, v redu, tudi odgovor. Izvolite. Ja, hvala. Metka Zaletel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Jaz bi samo, nimam vprašanja, ampak bi samo komentirala več opazk, ki so bile danes dane na kakovost podatkov, ki jih poročamo mednarodnim organizacijam, konkretno za kazalnike kakovosti, ki jih NIJZ poroča OECD-ju in o katerih je danes govoril gospod Klazinga. Tukaj so definicije zelo natančno določene, pripravljene so na podlagi dolgotrajnih pogovorov držav med seboj, kako pripraviti podatke, da so primerljivi. In ravno kazalniki kakovosti, ki jih objavlja OECD, tako na spletni strani kot v publikaciji Health at a Glance, lahko rečemo, da so primerljivi. Zdaj, te podatki, ki jih je gospod Gerbec kazal iz leta 2011, žal tukaj lahko rečemo, da Slovenija še vedno ni bistveno boljša glede amputacij nog po sladkorni bolezni, vendar so ravno te kazalnike kakovosti povzročili zelo veliko aktivnosti znotraj zdravstvenega sistema, koordinativna skupina za sladkorno bolezen se s tem veliko ukvarja, tako da to je bilo prepoznano kot problem in se veliko dela na tem. Je pa dejstvo, da iz samih podatkov se pa ne vidi, koliko je bilo dejansko zanemarjene sladkorne bolezni zaradi krivde pacientov, ker pač niso hodili k zdravniku, koliko je bilo pa takih mogoče zaradi slabega zdravljenja. Tako da tukaj vedno bolj ugotavljamo, da iz prvega razloga tega čedalje več, ampak kot rečeno, s tem se veliko ukvarjajo. Tako da so tudi neke aktivnosti na podlagi kazalnikov. Hvala.